Dragi moji, smo pri ponedeljku in upam, da je to naš zadnji posnetek z navodili in da bomo od jutri naprej celo šolsko leto, do konca šolskega leta se videli samo še v šoli in ne več preko računalniških zaslonov. Pripravite slovenščino, delovni zvezek na straneh 77, 78 in kasneje tudi na 79. Danes se bomo pogovarjali o besedicah najprej, potem in nazadnje. Tako, tukaj imamo nekaj fotografij. Vidimo, da je bila najprej deklica dojenčica. Potem je bila malčica in nazadnje je bila najstnica. Vidimo, kako to poteka, torej najprej, potem nazadnje. Najprej dežuje, potem posije sonce, nazadnje vidiš mavrico. Najprej sem celo jabolko, potem sem obgriznjeno jabolko in nazadnje sem ogrizek jabolka. Najprej, potem nazadnje. Vzemi delovni zvezek in si na strani 77 preberi zgornji kvadratek z besedilom in v okenca pod slike napiši ustrezne besede, kaj je bilo najprej, kaj je bilo potem in kaj je bilo nazadnje. Na naslednji strani 78 sličice iz priloge zadaj v delovnem zvezku nalepi na ustrezno mesto, kaj je bilo najprej, potem in nazadnje. Potem si oglej sličice v vsaki vrsti. Povej, kaj se je zgodilo najprej, kaj se je zgodilo potem in kaj se je zgodilo nazadnje. Obrni na stran 79, torej na naslednjo stran in poglej, kaj te čaka. Vidiš, da je na strani zapisan en poseben tisk, torej eno posebno besedilo, ki ga imenujemo voščilo. Preberimo ga skupaj. Idrija, 15.12.2015. Draga teta Jana, voščim ti vesele božične praznike in srečno novo leto. Tvoj nečak Vid. Voščilo smo že večkrat pisali, tako da mislim, s tem ne boš imel težav. Oglejmo si, kaj pa sploh je to voščilo. Oglejmo si najprej, kdaj voščimo in kdaj čestitamo. Pomembno je, da pri obojem, torej pri voščilu in pri čestitki, uporabimo vikanje, če gre za neko osebo, ki je starejša od nas, če jo ne poznamo, oziroma če je to učiteljica, ravnatelj ali kdo drugi. Voščimo ob osebnem prazniku ali drugem prazniku, čestitamo pa ob nekem osebnem dosežku. Poglejmo si podrobno. Torej, voščimo ob osebnem ali drugem prazniku. Osebni prazniki so recimo rojstni dan, rojstvo otroka, obletnica poroke, zaroka, god, božič, novo leto, dan žena. Vse najboljše za tvoj rojstni dan. Takrat pošljemo voščilnico. Primeri voščil. Ob rojstvu recimo na voščilnico zapišemo: čestitamo vam ob rojstvu otroka, naj bo vesel, srečen in zdrav. Ob poroki. Iskreno čestitamo ob vajini sklenitvi zakonske zveze, naj vam bo na skupni poti lepo. Ob obletnici poroke. Iskreno čestitamo ob vajini 30. obletnici poroke, da bi bila še naprej dolgo let skupaj. Sedaj
Pred kratkim smo pisali tudi voščila ob novem letu. Srečno novo leto, naj bo zdravo, uspešno in polno veselja. Če pa voščilo napišemo, mu lahko dodamo še kakšno lepo misel. Na primer, naj bo zdrav kot jabolko rdeče, naj očku mamici prinese veliko sreče. To zapišemo recimo ob rojstvu otroka. Čestitamo pa ob nekem osebnem dosežku. Osebni dosežki so recimo opravljena diploma, opravljen vozniški izpit, doseženo prvo mesto na tekmovanju, potem če dobiš medaljo in še veliko drugega. Čestitamo ob opravljeni diplomi. Tukaj je še nekaj primer čestitk, kaj lahko zapišemo v čestitko ob končanem študiju, ob uspeli predstavi, razstavi, koncertu, športnem dosežku. Preberi si jih sam. In enako velja tudi pri čestitki, da lahko zraven čestitke zapišemo še kakšno lepo misel. Kadar pa voščilo ali čestitko izrekamo ustno, naslovniku sežemo v roko, ga gledamo v oči in mu prijazno in spoštljivo izrečemo svoje voščilo ali čestitko. To že vemo. Kadar voščilo ali čestitko napišemo na voščilnico ali čestitko, moramo biti pozorni na obliko zapisa, obliko pisave, čitljivost, estetskost in jezikovno pravilnost. Sedaj vzemi delovni zvezek na strani 79, še enkrat preberi voščilo in reši drugo nalogo. Čisto spodaj piše, da je tvoja naloga, da moraš izdelati voščilnico in napisati voščilo za novo leto. To smo že počeli, novo leto je že mimo, lahko pa izdelaš voščilo ali pa tudi čestitko za kakšno drugo priložnost. Navodila za matematiko sledijo v e-asistentu. Dobil boš nekaj povezav do računalniških igric, reši jih, ponovi računanje do 20, ponovi vse o likih, telesih, črtah. V prilogi dobiš tudi učne liste, reši jih. Se vidimo jutri v šoli. Komaj čakam.